Živjo, z nami je Živa Kavka Guba, vodja projekta Our Food, Our Future v Sloveniji. Dobrodošle. Ja, hvala. Zdaj zanima nas, Our Food, Our Future je velik mednarodni projekt. Koliko organizacij se je povezalo, kako dolgo bo projekt trajal in kaj so glavni cilji projekta? Ja, Our Food, Our Future je vseevropski projekt z 18 partnerji. Od tega imamo v bistvu tudi 3 partnerje, ki so izven Evropske unije, namreč prihajajo iz Južne Afrike, iz Brazilije in Centralne Amerike. Večina evropskih partnerjev pa dela na področjih varstva okolja ali pa potrošništva ali pa tudi človekovih pravic in migracij. V bistvu projekta Our Food, Our Future s podnaslovom Hungry for Justice ali lačni pravičnosti je trajnostna prehrana. Torej v času današnjih izzivov, ki jih imamo na področju podnebnih sprememb, na področju migracij, na področju netrajnostnih dobavnih verig, želimo narediti neke spremembe. Cilji projekta so tako doseči neko dobavno verigo na področju hrane, ki bo trajnostna v smislu, ki bo v celotni dobavni verigi upoštevala vse vidike, to pomeni vpliva na okolje, na podnebne spremembe, lokalne okoljske razmere, in pa tudi na ljudi, ki so povezani v celotni verigi preskrbe s hrano, torej hrano, s katero se prehranjujemo mi. To so pridelovalci, prodajalci, posredniki in podobno. Predvsem gre za proizvajalce, za katere pričakujemo, da bojo lahko živeli dostojno in da bojo v bistvu obravnavani tudi dostojno s spoštovanjem človekovih pravic. Hrana ima velik vpliv na največje izzive, s katerimi se trenutno sooča človeštvo. Kakšen pa je njen vpliv? Vpliv je v bistvu dvostranski. Glede na to, da se hrana se dotika čisto vsakega od nas. Je tudi velik delež pokriva, kar se tiče deleža emisij toplogrednih plinov, če štejemo celotno kmetijstvo in dodamo še proizvodnjo hrano in na to še končni odpadek. Hrana, način, kako mi kaj jemo in na kakšen način jemo, vpliva na, recimo, če vzamem podnebne spremembe preko emisij toplogrednih plinov, ki nastajajo pri pridelavi, pri predelavi, pri embalaži, transportu, skladiščenju in na koncu tudi pri načinu, kako rabimo energijo za pripravo te naše hrane. Poleg tega, da z načinom prehrane vplivamo na recimo okoljske spremembe in človekove pravice po svetu, vpliva tudi v drugo smer okoljske spremembe, ki so povzročene, vpliva na pridelavo hrane. Namreč veliko hrane je odvisno od tega, kakšni pogoji so. Veliko nekih prehranskih izdelkov je odvisnih od tega, kakšne so podnebne razmere. Tako recimo je, najbolj tipičen primer je kava, kjer v bistvu že ena stopinja spremembe v podnebju lahko povzroči, da na določenem območju kava sploh ne bo rasla. Tako da v bistvu je tak cikel. Način, kako jemo, vpliva na podnebje, podnebne spremembe, okoljske spremembe in hkrati to vpliva na pridelavo hrane in na to, kakšno hrano sploh bomo lahko imeli. Čeprav je projekt mednaroden, je ravno pri hrani zelo pomembno, da ga prenesemo na naš lokalni nivo in nagovorimo teme, ki so pomembne prav za naše okolje. Ja, zdaj recimo, če povzamemo, čisto vsak primer, s katerim se ubadamo, mora biti prenesen na lokalno raven. Namreč Slovenija, če govorimo o lokalnem kot o Sloveniji, torej o mejah naše države, to pomeni, da nekako se spodbuja tudi lokalno pridelano hrano in sezonsko hrano, ki je dostopna pri nas. Tukaj to je povezano s samooskrbo, z načinom pridelave te hrane, s spodbujanjem ekološkega kmetijstva, ampak ne samo pridelava hrane, tudi konec koncev organizacija potrošnje hrane. Danes imamo sicer že primere, kot so partnersko kmetijstvo, kjer se potrošniki hrane povežemo neposredno s kmetijo in zagotovimo, da bomo odkupovali njihove izdelke skozi celotno leto, kar pomeni, da kmetu zagotovimo stalen prihodek, mi imamo pa v bistvu sezonsko, lokalno in ekološko hrano. To sicer ne moremo vedno zagotoviti za vse vrste hrane, zato ker vse vrste hrane niti pri nas ne raste. Zato je to je pa drugi vidik, potem, ki ni lokalen, kjer je pomembno, da kupujemo certificirane izdelke. To je recimo čokolada, kava, avokado, banane in še marsikaj drugega. Lokalno je pomembno tudi zaradi tega, da v bistvu se povežemo, vidimo, odkot sploh prihaja hrana, kakšna je, kako je pridelana in kakšen učinek ima na naše lokalno okolje. Namreč način pridelave, ki je ekološki, bo bolj dobrodejno vplival na neposredno lokalno okolje. Če pa imamo neko ekstenzivno pridelavo z veliko strupenimi snovmi in raznimi agrokemikalijami, sigurno ne bo vplival niti na zdravje ljudi pozitivno. Lokalno je pomembno tudi zaradi tega, ker v bistvu ne Slovenija kot taka, namreč kulturne navade niso zamejene z državnimi mejami,
ampak ima prehrana veliko kulturnih elementov. To pomeni, način, na kakšnega konzumiramo hrano, je zelo vezan na naše kulturne navade. Samo kot primer, recimo v Sloveniji imamo bolj konzervativen način konzumiranja hrane, to pomeni, da se dobimo v enem krogu, pojemo, med hrano je potrebno biti tiho in na koncu lahko komuniciramo. Imamo pa ta drugi mediteranski način prehranjevanja, naprimer, kjer se v bistvu lahko kosilo ali pa obrok razvleče v več ur in se vmes govori s polnimi usti in kriči drug čez drugega. Tudi diete so v bistvu zelo odvisne od tega, kje živimo in kako smo navajeni jesti. Bodisi diete, ki so vrednostno naravnane, to pomeni, ne vem, recimo veganske diete, etične diete, ali pa konec koncev ekološko prehranjevanje, ki je vezano na vpliv na okolje, ali pa ekološko prehranjevanje, ki je vezano na vpliv na lastno telesno in individualno zdravje. To so vse neki elementi, ki jih je potrebno upoštevati pri tem. Zato si želimo s tem projektom približati vse te teme preko našega načina konzumiranja hrane in priprave hrane tudi mladim v Sloveniji. To je v bistvu potem ta specifika, ki jo želimo nagovoriti. Bodisi odvisno od dostopnosti, navad, ki jih imamo pri prehranjevanju, možnosti, ki jih imamo pri pripravi hrane in organizaciji ljudi okoli tega. No. Čeprav smo šele na začetku tega projekta, katere so glavne teme, ki jih moramo nasloviti v Sloveniji? Pač povečana samooskrba, način pridelave, več ekološke hrane, podpora lokalni pridelavi. Ja, eno je način pridelave, seveda nekako se zavzemamo za to, da je čim več hrane pridelano okolju prijazno, ekološko namreč. To pomeni, da v bistvu je v skladu z naravnimi cikli, v skladu s snovmi, ki krožijo v naravi in ne škoduje lokalnemu okolju in konec koncev niti zdravju. Samooskrba naravne hrane v Sloveniji je zelo nizka, sploh če govorimo o zelenjavi in sadju. Razen recimo jabolka. Jabolka so en takšen primer, kjer smo načeloma samooskrbni. Tako da višje, ko je samooskrba, konec koncev večja je spodbuda tudi lokalnim kmetijstvu in lokalni prehrani. En problem pri pridelavi hrane v Sloveniji je tudi to, da dejansko je povprečna starost kmetov dokaj visoka. Pomeni, da se veliko mladih ne odloči za to, da ostanejo na kmetijah, za to, da pridelujejo hrano in da sodelujejo v teh procesih tudi konec koncev prodaje hrane potrošnikom, tistim, ki jih recimo ne pridelujemo. Se sicer počasi tudi to spreminja, namreč imamo veliko mladih kmetov, ki se obračajo k starim sortam, lokalni pridelavi, ekološkemu kmetijstvu, združujejo se v združenja, ampak še vedno je to proces, ki je zelo majhen in ni toliko pomemben, če gledamo količinsko, kar se Slovenije tiče kot države. Tu je v bistvu en kup takih stvari, ki bi mogli narediti od tega, da bi bila dostopna hrana, okolju prijazna in pravična, etična hrana, da bi bila bolj dostopna vsem, da bi bila taka hrana čim bolj dostopna tudi brez embalaže in konec koncev to jemljem tudi kot nek lokalni problem v Sloveniji, da tista hrana, ki pa ni pridelana pri nas, ki prihaja od drugod, to ne pomeni samo Hrvaška, Avstrija, Italija, ker se konec koncev tudi to še vedno lokalna hrana lahko, ampak da je etično pridelana. Recimo, če kupimo nekaj, kar izhaja iz Gane, naprimer, da poskrbimo za to, da je celotna dobavna veriga tega izdelka pravična. Torej, da so ne samo okoljski kriteriji upoštevani, ampak tudi človeški. Konec koncev, če gledamo primer Italije, je recimo problem v Južni Italiji, kljub temu, da je to še vedno na nek način lokalna hrana, izkoriščanje delavcev, namreč delavcev, ki so nedokumentirani, izkoriščanje teh ljudi, ki so migranti in zaradi tega, ker so že tako ali tako ranljivejši, zaradi svoje situacije, nedokumentirani in nesigurnosti, so izkoriščeni za nižanje cene hrane pod nivo, ki je vzdržen. Tudi zaradi tega, ker so dobički pač nepravično razdeljeni, ampak ne samo zaradi tega. Ko govorimo o hrani, ne moremo mimo problema embalaže. To se v tem trenutku na zakonodajnem nivoju sicer spreminja, saj so v Evropski uniji že sprejete direktive, ki jih trenutno prevajamo na nacionalno raven. Kaj lahko pričakujemo v teh spremembah? Lahko res pričakujemo, da nam bodo proizvajalci zagotovili možnost nakupa hrane v manj embalaži? Ja, to sta v bistvu dve stvari. Eno je pač hrana brez embalaže. Na nek način se že lahko sami skušamo kupovati hrano s čim manj embalaže.
Dejstvo pa je, da bi morali se povsod upoštevati princip polluter pays, pomeni onesnaževalec plača, torej tisti, ki je kriv za nastanek tovrstne embalaže, tudi krije stroške te embalaže in da je zavezan temu, da ne proizvaja toliko embalaže, če pa jo že, da je manj škodljiva, ne vem, recimo biorazgradljiva, ponovno uporabljiva in podobno, ne. Jaz mislim, da lahko pričakujemo, da bo manj embalaže zaradi tega, ker bo zakonodaja konec koncev zahtevala, bo podražila konec koncev embalažo, najmanj kar je, in bo konec koncev zahteve tudi višje, kar se tiče embaliranja hrane. Pomeni, da bomo lahko dobili hrane z manj embalaže. Kar se pa tiče političnih procesov, ki se dogaja en kup procesov, ki so povezani z našim prehranjevanjem. En je ta vidik embalaže, drugi vidik krožnega gospodarstva, tretji vidik je recimo spreminjanje tako imenovane CAP, to je skupne kmetijske politike, tako na evropski ravni kot tudi na slovenski ravni. Na evropski ravni sicer je bila sprejeta jeseni leta 2020. Na evropski ravni je bila sprejeta jeseni 2020, s tem, da se zdaj v tem trenutku govori in sprejema strategijo tako imenovano Farm to Fork oziroma od vil do vilic, ki naj bi zagotovila tudi hrano, ki je znotraj Evropske unije, ki bo bolj trajnostna, ki bo bolj okolju prijazna in ki bo upoštevala tudi človekove pravice. Ta strategija naj bi se nekako do 2030 prijela, bomo rekli, na ta način, da bi bila tudi usklajena z zelenim dogovorom, ki ga nekako ima zdaj trenutno Evropska komisija kot pomemben instrument prehoda na trajnostne sisteme, ki nam ne bojo pač spodkopavali našega planeta izpod nog. Poleg tega se v bistvu na ravni Evropske unije spreminja tudi zakonodaja na področju due diligence oziroma dolžne skrbnosti, kar poenostavljeno pomeni, podjetja, ki bojo nekaj prodajala ali pa predelovala v Evropski uniji, bodo morala nositi odgovornost za vse posledice vzdolž oskrbovalne verige. Pomeni, da če bo to podjetje krivo ali pa ta izdelek kriv za okoljsko škodo ali pa škodo na področju človekovih pravic nekje drugje izven Evropske unije, bo moral nositi odgovornost za to. Tako da v bistvu se usporedno različne zakonodaje sprejemajo, ki pa vse nekako vodijo v trajnostno hrano, ki bo imela manjši odtis na okolje in človekove pravice. Vprašanje pa je, koliko bo to zdaj zavezujoče, kakšne bojo sankcije in kako se bo to kontroliralo. To bomo pa morali še sproti ugotavljati. Poleg tega mogoče, če omenim, se dogaja ne samo te uradni procesi na ravni politik, na ravni zahtev Evropskega parlamenta, na spodbudah Evropske komisije in tudi nekaterih nacionalnih držav. Pri nas smo, kar se tega tiče, še vedno malo bolj konzervativni, če ne temu bolj na mehko rečem. Vidimo, da se tudi skupnosti zbujajo in zahtevajo bolj trajnostni sistem. Namreč izkazalo se je na primeru Nizozemske recimo ali pa Francije, da dejansko podjetja morajo nositi odgovornost za vplive, ki jih povzročajo. To so tudi velika podjetja, ki se ukvarjajo s hrano ali pa proizvajajo embalažo in bojo morali za svoj prispevek, negativni prispevek k okoljskim spremembam, k podnebnim spremembam, tudi same zmanjšati svoj vpliv in hkrati plačati za negativni vpliv, ki so ga imeli. To sta bili v bistvu dve tožbi, ki sta bili uspešni in sta pokazali, da neke vrste precedens, da če ne bojo pravila dovolj zavezujoča, se bo potem uporabljalo druge poti, ki bojo nekako vodile v to, da bo sistem postal bolj pravičen, bolj etičen. Torej, v bistvu dotaknemo se bomo še zadnjega vprašanja, ki se glasi, kaj lahko že danes storimo kot posameznik, da zmanjšamo negativen vpliv predelave in odpadne hrane na okolje in pa ljudi sami. Ja, kot posamezniki lahko naredimo celo plejado stvari. Že dejstvo je, da vsak od nas nekaj je. Torej, z izborom hrane, ki jo jemo, ki jo damo na svoj krožnik, tudi v bistvu pošiljamo na nek način politično sporočilo. Če temeljimo pri svoji hrani na čim bolj okolju prijazni hrani, na hrani, ki je certificirana, ki je etična, ki je mogoče lokalna, neposredno od branja, ki je na tržnici, ali pa neposredno od kmeta dobljena, ali pa če se odločimo kot skupina ljudi, da bomo skupaj se dali in od recimo različnih kmetov kupovali hrano, pomeni, da s tem spodbujamo tako lokalno proizvodnjo hrane, kot tudi manj odpadka, ker ponovadi je ta hrana, ki ni embalirana še, neposredno kupljena, manj transporta in podobno. Tako da eno, kar lahko naredimo, je, da kupujemo hrano, če že ne moremo pridelati, seveda, ki je sezonska, lokalna, ekološka, etična iz sistema pravične trgovine. Drugo je konec koncev način, kako se prehranjujemo, kako pripravljamo hrano.
Namreč hrana, ki je predelana in predpripravljena v trgovinah, ima dosti večji okoljski odtis. Ne samo okoljski, tudi kot ves čas poudarjam, na človekove pravice, ki so povezane z vsemi temi ljudmi. Torej, če sami večkrat skuhamo, imamo sigurno manjši negativni odtis, kot pa če bi skozi kupovali in pogrebali hrano, ki je že narejena. Skratka, en zelo enostaven prijem, ki se ga lahko poslužujemo, kadar kupujemo hrano, kadar načrtujemo našo hrano, je načrtovanje obrokov. Pomeni, da si zamislimo, kaj bomo jedli na malo daljši čas in v skladu s tem napišemo nakupovalni listek. Imamo že milijon aplikacij, konec koncev, ki nam pri tem pomagajo. In na ta način hrano kupimo premišljeno, kupimo tisto, kar bomo potrebovali in kar bomo dejansko kuhali. Pomeni, da nam ne bo zmanjkalo nekaj, kadar si bomo zaželeli nekaj skuhati, bomo že imeli. Pomeni pa tudi, da ne bomo kupovali nečesa, kar se nam bo potem pokvarilo in postalo odpadek. Namreč zavržena hrana je tudi precej velik problem. Torej, klasičen nakupovalni listek in načrtovanje hrane je v bistvu zelo, zelo velik korak, ki ga lahko naredimo v smeri trajnostne prehrane, ne? Drugi korak, ki ga lahko naredimo, ni neposredno povezan z vsebino, s hrano, je pa embalaža. Torej, čim več kupovati brez embalaže in hoditi naokoli z lastno embalažo. To lahko konec koncev tudi že počnemo skoraj povsod v Sloveniji. Tako mlečni izdelki, konec koncev ribe in meso tudi se da kupovati v lastni embalaži. Na tržnici ali pa kje drugje tudi se da kupovati v lastni embalaži. Ponekod že vznikajo tudi po Sloveniji, ne samo v Ljubljani, trgovine brez embalaže, kjer je spodbujano to, da pridemo z lastno embalažo in odnesemo lastno embalažo, ki jo potem ponovno spet napolnimo. To pomeni, da ne samo ne povzročamo odpadka kot embalaže, ampak tudi bolj premišljeno nakupujemo količine, ne kupujemo takšne, kakšne potrebujemo. To pomeni, da ni završka hrane, kar se tega tiče, ne. Kar lahko s tem povezano tudi počnemo, je večkrat recimo skuhamo, kaj ostane, pogledamo, če se lahko ta hrana ponovno uporabi. Recimo, če dam primer mojega moža, on ne rad je dvakrat isto hrano. Torej, kaj naredimo? Skuhamo preveč rižote, lahko naredimo polpete iz tega, naprimer, naslednji dan, kar je druga hrana in jo ne zavržemo, ne, na ta način. To so takšni v bistvu manjši koraki, ki pa se seštevajo in skupaj v seštevku pomenijo zelo veliko, no. Poleg vsega naštetega, kar lahko naredimo na nivoju posameznika in povezovanju z drugimi, naprimer študentski dom lahko ima nek skupni hladilnik, kjer so stvari za to, da se ne zavržejo ali pa ki so preveč skuhane, je pomembno, da se tudi politično angažiramo. To ne pomeni, razen če si želimo seveda, da sodelujemo v določeni politični stranki, ampak pomeni, da podpiramo procese, ki se dogajajo na nacionalnem in evropskem nivoju, in s tem v bistvu povečamo tudi pritisk, da se tudi normativni okvir, torej pravni okvir usmeri v to, da ne bo treba potrošniku iskati trajnostne hrane, ampak da bo hrana, ki bo na policah, že sama po sebi trajnostna. Ja, ok, v bistvu mislim, da smo zajeli vse, kar nas je zanimalo. Tako da najlepša hvala za sodelovanje in pa pogovor in pa odgovore. Ja, z veseljem, tudi še kdaj.